Spoštovani gospod predsednik Združenja, gospod sekretar, spoštovana gospa ministrica, spoštovane kolegice in kolegi, predsednik je rekel, da prihajam iz vaših vrst in prepričan sem, da se bom v vaše vrste po zaključenem mandatu tudi vrnil. In ker bi želel imeti pogoje, da se lahko kam vrnem, se bom v tem mandatu res iz petnih žil trudil, da bi za obrt in malo gospodarstvo pogoje spremenili na bolje. Prebral sem si nekaj besed nagovora, pa jih bom raj pustil ob strani, ker vem, da niste vajeni leporečenja, ampak da se radi pogovarjate konkretno, da naslavljate konkretno vprašanje in želite tudi konkretne odgovore. Ob lanskoletnih volitvah, nekje poleti, smo obrtniki na naših dnevih v Portorožu gostili politične stranke, ki so nam prezentirale svoje programe in delile predvolilne obljube. Samo ena stranka ni eksplicitno navedla, da bo razbremenila delo. Samo ena. Vse ostale da. Vse stranke so se zavezale k odstranitvi administrativnih ovir v največji meri. Niti ena stranka ni nasprotovala boljšemu zastopanju malega gospodarstva v vladi. Nekateri so obljubljali ministrstvo za malo gospodarstvo, vsi so se strinjali s sekretarjem za malo gospodarstvo. Vse stranke so se strinjale, da je treba spremeniti izobraževalni sistem in ga spremeniti na tak način, da bo sledil potrebam gospodarstva in to ne sedanjim, pač pa potrebam, za katere predvidevamo, da se bodo pojavili v prihodnosti. Govorimo o industriji 4.0, o družbi 5.0. Govorimo o višjih kompetencah, govorimo ne samo o znanju, ampak tudi o spretnostih in govorimo o večji sposobnosti migracije delovne sile iz ene v drugo panogo in globalnim spremembam poklicov. To so bile obljube, ki so nam bile dane. Dobili smo sicer v preteklosti zakon o vajništvu, za katerega smo rekli, da ni mi obrtniki, smo rekli, da je namesto zakona o izobraževanju postal tudi zakon o krpanju socialne države in socialnih pravic in temu primerno je tudi število vajnicev, ki smo jih doslej dobili. Ni bilo podpore dejanskim spremembam na področju izobraževanja. Spoštovani gospe in gospodje, spremljajoč delo vlade v teh 6 mesecih, ugotavljam, da so prioritete nekje drugje in ne pri nas, oziroma ne na naših zahtevah. Da ne bo izpadlo, da tukaj slikam hudiča na zid, snoči sem poslušal predsednika državnega zbora, ki je popolnoma jasno povedal v oddaji Studio City, da se je vlada zavezala k temu, da bo bolj obdavčila kapital, bolj bo obdavčila nepremičnine in bolj bo obdavčila dobičke. Ni pa bilo besede o tem, kako bo vlada poskrbela za večjo produktivnost. Ni bilo besede o tem, kako bodo poskrbeli za dejansko ustvarjanje trga delovne sile, ki ga danes pričo rigidne zakonodajne imamo. Jaz kot predsednik državnega sveta ostajam zvest interesom obrtnikov, malih podjetnikov, pa tudi velikih podjetnikov. V državnem svetu pa ne moremo vplivati na politiko vsakokratne vlade. Lahko vplivamo na sistematičnost in kakovost zakonodaje, lahko se neposredno borimo proti administrativnim oviram, nismo pa vse mogočni, da bi spreminjali mnenja, ki ne gredo v skladu z vašimi mnenji oziroma razvojnimi željami. Ko smo dali veto na zakon o izvrševanju proračuna, na rebalans ga namreč ne moremo dati po ustavi, ni bil glavni očitek, da občine dobijo premalo denarja, premalo povprečnine. Ta vtis je bil v javnosti prikazan. Veto je bil dan na način oblikovanja in izvrševanja proračuna, ki je po našem mnenju v tej situaciji preveč optimističen.
Gibanja v gospodarstvu niso več tako pozitivna oziroma ne kažejo več takšnega optimizma in nekateri dogodki nam dajo za prav, ko razmišljamo konzervativno in ko razmišljamo o tem, da je proračun prenapihnjen, preveč optimistično naravnan. Ta proračun tudi ne zagotavlja povečanje investicijske aktivnosti v času debelih krav in ne omogoča priprave na eventuelno ohlajanje in eventuelno krizo. Naši razlogi so bili ne zgolj na strani interesov lokalnih skupnosti, temveč in predvsem tudi na strani interesov gospodarstva. Gospe in gospodje, ugotavljam tudi, da je socialni dialog na neki točki zamrl. In to ni dobro. Vidna je tudi neenotnost med stanovskimi in delodajalskimi organizacijami. Tudi to ni dobro. V pogojih, v kakršnih sedaj gospodarstvo deluje, je zelo velika potreba po enotnosti in po skupnem nastopanju. Samo tako bomo lahko vsaj ohranili, če ne izboljšali položaj gospodarstva. In moj apel z tega mesta je, da se morajo stanovske organizacije poenotiti z delodajalskimi organizacijami in da mora biti medsebojno zaupanje in tudi zagotavljanje materialnih pogojev za optimalno delovanje vseh. Zavezujem se in vam dajem obljubo, da bomo v državnem svetu vsaj toliko, kolikor imam jaz in ostali predstavniki delodajalskih organizacij, izražali vpliv vaših interesov na odločitve in kot sem rekel, nismo vsemogoči, mi ne sprejemamo zakonodaje, jo pa lahko budno spremljamo in tam, kjer vidimo, da je sistemsko neusklajena ali slaba, jo lahko popravljamo. Za kaj več? Za politično bolj naklonjeno obravnavo gospodarstvu se bomo morali izboriti pa skupaj. In če drugače ne, pa na naslednjih volitvah. Združenju želim uspešno delo še naprej, vam pa želim, da bi enotno in pogumno izražali svoje mnenje in zahteve, da vas ne bodo akteri, ki v življenju niso ustvarili drobca nove vrednosti, pošiljali čez mejo. Se vas odrekali in vas imenovali manj vredni. Ne gre za hujskaštvo, daleč od tega. Gospe in gospodje, pravico biti, delati, ustvarjati, zaposlovati, graditi ima na papirju vsak. Ampak pravico o tem javno spregovoriti v družbi in nadglasiti tiste, ki vas postavljajo na ono stran morale, to si morate pa sami. In tu vam lahko pomagamo, ampak predvsem moramo trdno in odločno izražati svoja stališča nasproti tistim, ki nas imenujejo nemoralne, neodgovorne, sami pa ne prispevajo prav ničesar k ustvarjanju, želijo biti pa vedno zraven pri delitvi. Še enkrat želim uspešno delo in ostanite trdni. Hvala lepa.